festivalu vajeništva danes na Gospodarski zbornici Slovenije se je zbralo več kot 200 udeležencev. Prišli so prav iz vse Slovenije, prišli so vajenci, prišli so njihovi mentori iz podjetij, tudi drugi predstavniki podjetij, prišli so njihovi učitelji, ravnatelji, direktorji šolskih centrov in prišli smo tudi vsi ostali, ki delamo na področju vajeništva. Dobra je bila tudi zastopanost ministrstev, ki so ključna za izvajanje vajeništva, tudi za prihodnost vajeništva. Tako da menim, da je v današnjem dnevu kar veliko udeležencev dobilo izjemne informacije tudi za naprej, vajenci motivacijo za učenje, vsi ostali v podjetjih in v šolah pa tudi svojo motivacijo za to, da peljejo te nove generacije naprej skozi vajeništvo. Sistem vajeništva zdaj teče drugo šolsko leto, tako da lahko rečemo, da te začetne korake smo prebrodili, ker pa hkrati poteka tudi pilotni projekt, seveda sproti ugotavljamo, katere so pozitivne učinki, kaj se bi dalo še izboljšati, da lahko na koncu res vzpostavimo celovit sistem. In pokazalo se je, da največja dodana vrednost je ravno ta praksa, ki jo prinaša vajeništvo. Torej, da vajenci delujejo, se izobražujejo v realnem okolju, torej v podjetjih, kjer vidijo in se učijo teh delovnih procesov na strojih, ki jih bodo potem uporabljali pri svojem delu, da sami vidijo, kako ta delovni proces poteka, da so mentorji tisti, ki tudi dejansko so zaposleni v podjetjih in zato jim lahko iz prve roke povedo, kakšne znanja, veščine so potrebni, na kakšen način delovati, kaj se je potrebno naučiti, kako stopnjevati znanje in da vidijo pred sabo to prihodnost, da v 3 letih, ko oni končajo to svoje izobraževanje, ko končajo vajeništvo, tako kot pravi tudi slogan, bojo sami dejansko postali mojstri in bodo obvladali celoten proces, za katerega se izobražujejo in učijo v praksi. Kot podjetje v Količevo kartonovo so glavne prednosti tudi, da v bistvu po končanem šolanju dobimo že usposobljenega novega zaposlenega. Tako da ima že neka znanja, ki so za nas, za papirničarje, izrednega pomena. Tako da definitivno je to velika prednost. Je pa tudi prednost to, da v bistvu mi spoznamo našega bodočega sodelavca in naš bodoč sodelavc spozna nas kot podjetje, kot sodelavce, kot delovno mesto in v bistvu že vemo, ali je to neko sodelovanje, ki bo dolgoročno lahko teklo oziroma ne. To je ena izmed glavnih prednosti. Druga prednost je pa tudi to, da sistem vajeništva v bistvu predstavlja neko dodano vrednost za vsakega delodajalca. Če si dovolj dober, če imaš dovolj dobre zaposlene, dovolj dober vzpostavljen sistem za prenos znanja, potem pa si lahko tudi dovolj dober delodajalec, da v bistvu si vključen v sistem vajeništva. Tako da mi to vidimo vajeništvo kot neko konkurenčno prednost pred drugimi podjetji, da smo dovolj dobri, da lahko v bistvu skrbimo tudi za znanje bodočih generacij. Jaz vidim več ali manj same pozitivne zadeve v tem sistemu. Glavne zadeve so, da se fantje, dijaki, da se naučijo dela v okolju, ki je tem namenjena. To se pravi v proizvodnih podjetjih, v tem primeru orodjarne. Oni tukaj spoznajo dejansko, kaj je to orodjarstvo, kako izgleda cel postopek od risanja, programiranja, obdelave, sestave, kar praksa v šolah ne omogoča. Oni v šoli dobijo nujna teoretična znanja, ampak pri tem programu dobijo pa tudi potrebna tehnična znanja, praktična znanja. Ker v tem času šolanja, se pravi v teh 3 letih, on lahko pride ven iz tega šolanja dejansko strokovnjak. On spozna cel proces izdelave orodij, v primeru orodjarstva, oblikovalca kovina. Jaz mislim, da je najboljša pot, da jim damo izkušnjo. Kako lahko s svojimi rokami, s svojo vizijo pridejo do nekih konkretnih izdelkov. Ker danes je teorije veliko, vsakdo zna nekaj narediti na računalnik, vendar ni fizičnih. Jaz bi povedal, da se mi zdi, da je vajeniški program boljši, kot pa šolski program, zato ker se več naučiš. Mislim, da je veliko, kot smo že danes videli na tem dogodku, veliko vajencev v Sloveniji. Upam, da bo naslednje leto še več vajenec v papirniški industriji, kot je bil letos. Jaz sem se v teh
v tem enem letu zelo veliko naučil, tako da mislim, da tudi drugi vajenci, ki bodo prišli v Količevo karton, mislim, da bodo zelo zadovoljni, so zelo dobri mentori, res se ti vsi zelo posvetijo, tako da meni je super. Vajeništvo pomeni, da mladim omogočimo, da čim prej pridejo v stik s prakso, da se izučijo in ob tem tudi izšolajo in pridobijo tudi druge kompetence in da ko zaključijo šolanje, se lahko odločijo, ali želijo nadaljevati še naprej, pridobivati več akademskega znanja, ali želijo takoj v praksi pravzaprav sprobati to, kar so se naučili in praviloma jih delovno mesto že težko pričakuje in čaka. Tako da v vajeništvu zmagajo čisto vsi mladi, ki dobijo znanje in zagotovljene službe, podjetja, ki sproti lahko izučujejo in šolajo kadre in se hkrati s tem učijo tudi, kako mlada generacija pristopa k delu in kaj prinaša zraven, in država, ker pravzaprav naredi nekaj zelo dobrega za mlado generacijo.